Dobrodošli v novi oddaji Zmorem. Življenje se počasi vrača v stare tirnice, ampak vendarle še nismo čisto tam, kjer bi morali biti. V tem trenutku bi se večina naših športnikov, tudi parašportnikov seveda, že odpravila na Paralimpijske igre v Tokiu. Te so prestavljene in naj bi bile drugo leto. No, več o tem pa nam bo povedal naš tokratni gost, vodja olimpijske delegacije, dr. Borut Štrumbelj. Pozdravljeni v naši oddaji. Torej, če kar začneva s prvim vprašanjem, kaj se v tem trenutku dogaja z igrami, kakšne so najnovejše informacije? Najnovejše informacije so, da bo tudi Paraolimpijski komitej mednarodni sprožil akcijo Leto do iger. To se pravi, najnovejše informacije so, da naj bi se vse skupaj samo prestavilo za eno leto pod istim sloganom Tokio 2020. In vse poteka skladno z novimi načrti, ki jih je vzpostavil Paraolimpijski komitej. Ste seveda odličen poznavalec športa, tudi financ v športu. Kaj pa lahko poveste o financah in parašportu? Verjetno situacija v tem obdobju ni najbolj rožnata. Situacija ni najbolj rožnata, so pa tudi določene dobre novice. Svet Fundacije za šport je sprejel novi pravilnik, oziroma ta je še v fazi sprejemanja, ker naj bi se sredstva tudi za šport invalidov povečala. Jaz upam, da bo to tudi na koncu sprejeto v Državnem zboru. Tako da nekaj tudi optimističnih novic. Res pa je, da se bo v prihodnje zaradi COVID krize zagotovo tudi sredstva za šport se bodo zagotovo zmanjšala. Nažalost je tako, vendar je po svoje prav, da tudi šport deli usodo, bi rekel, celotnega sistema, celotne države. Veliko ste v stikih športniki, kakšni pa so bili njihovi odzivi recimo na krizo, kako je kriza doletela, seveda predvsem tiste, ki so želeli odpotovati v Tokio na Japonsko? Ja, tu sta dva vidika. Mlajši športniki so pravzaprav še zmeraj zelo motivirani, da se prvič udeležijo največjega tekmovanja, njihove sanje, da se jim uresničijo. Problem je pa nekoliko pri motivaciji starejših športnikov, ki so vse to že doživeli, ki so dosegli dobre rezultate in pravzaprav morajo najti tisti svoj notranji dejavnik, ki še motivira k vadbi, ne glede na to, da so mislili, da bodo takoj že po paraolimpijskih igrah oziroma olimpijskih igrah zaključili kariero. No in v tem trenutku gremo lahko pravzaprav že k našemu prvemu gostu, naslednjemu gostu, če smo čisto natančni. To je naš odlični strelec Franček Gorazd Tiršek, ki nam je zaupal, kako se je pravzaprav on spopadal s krizo in kako načrtuje svoje nadaljnje nastope. Naš odlični parastrelec je v mesecu marcu tik pred odhodom izvedel, da ne bo nastopil na tekmi svetovnega pokala v Združenih arabskih emiratih. Na to so se odpovedi nadaljevale. Naslednja velika tekma je bila predvidena v Sloveniji, v Laškem bi potekalo Evropsko prvenstvo, kar bi bilo za nas zelo prijetno, kajti tako veliko tekmovanje v domači državi je še nekaj posebnega in to bi bilo prvič v Sloveniji, tudi to je bilo odpovedano. Na kar smo si čakali, kaj se bo dogajalo z olimpijado v Tokiu, z paraolimpijskimi igrami in kot vidimo zdaj se je vse ustavilo, tako da smo v nevednosti. Športnik leta med paralimpici bi moral na igre v Tokio odpotovati kot eden izmed naših največjih favoritov. Ker so igre zdaj predvidene za drugo leto, mora izkušeni veteran na novo tempirati formo. Jaz mislim, da športnik, ki pošteno trenira, ki pošteno dela, ki dela srcem in dušo, ki uživa v tem, da gradi uspehe, ima vedno v sebi en delček motivacije, ki ga usmerja, ki ga vodi k uspehu in delu. Tako da v tem trenutku je pač situacija takšna, kot je. Vemo, da je za vse ista, da ni nobeden privilegiran v tej situaciji, vendar se treba zavedati, da ko bo napočil čas, ko bo treba sestaviti glavo in pa telo, bo treba na polno zapeti treninge, če se tako izrazim, in pa se pravilno usmeriti in vse tisto delo, ki je bilo predhodno že narejeno, vnovčiti v prihodnosti, ki nas čaka. Na srečo pa naš gost kot strelec ne bo deležen takšnega hendikepa, kot lahko zaradi morebitne odsotnosti gledalcev na igrah doleti udeležence v moštvenih športih.
V moji športni panogi v strelstvu mislim, da to ne bi bil noben hendikep, kajti na samih tekmovanjih je bolj malo gledalcev. Potem v sami finalni seriji tam je prijetno občutek, ko slišiš navijanje, ki je tudi dovoljeno samo v finalnih serijah, vendar strelci smo tako sfokusirani na strelski liniji, da tam se dejansko bori sam s sabo in ne bi bilo kakih pretiranih razlik. Sigurno je pa to v skupinskih športih, kjer je to navijaštvo prisotno, ki je povsem druga oblika tekmovanja, če ti slišiš od zadaj športno navijanje, vzdušje in vse to, kar sodi zraven, tako da to pa bodo kar velike spremembe. Kaj pravite na ta mnenja, na izjave našega odličnega strelca? Ja, Nani je pa eden tistih športnikov, ki je pravzaprav vse skupaj že dosegel. Je dvakratni dobitnik paraolimpijske medalje, večkratni medalist na evropskih svetovnih prvenstvih. Pa kljub vsemu smo videli, da je našel tisto svojo notranjo motivacijo, tisti mir, ki ga še kar spodbuja k vrhunskim dosežkom. In to je v bistvu lahko zgled mnogim športnikom, ki v tem trenutku iščejo motive za nadaljevanje kariere, ne glede na vse težave, odpovedi tekmovanj. Tako da Nani je neke vrste zgled vsem nam, da ne glede na krize, ne glede na vse, se je potrebno boriti, iskati notranjo motivacijo, iskati tisto zadoščenje ob sami vadbi, kakorkoli. In prav je tako, da imamo take športnike, ki so res, kot že rečeno, vsem nam lahko zgled. In zdaj sva pri naslednjem športniku, ki je lahko vsem nam za zgled, žal pa informacije povezane z njim niso najlepše. V mislih imam namreč nekdanjega odličnega dirkača, kasneje odličnega parakolesarja Alessandra Zanardija, ki je doživel hudo prometno nesrečo. In prej, ko sva se pogovarjala pred oddajo, ste mi zaupali, da imate tudi nekaj zanimivih informacij, kako kaže z Aleksom, ali uspešno okreva oziroma kako je z njim v tem trenutku. Ja, nažalost njegovo stanje v tem trenutku ni najboljše. Bil je tudi premeščen v drugo, bolj popolno bolnišnico, podvržen je bil že večjim operacijam. Je pa v bistvu prišlo res do tega zanimivega fenomena, ker se je celotna Italija združila kot neko legendo paraolimpijskega in tudi sicer športa okoli njega. Njegovo zdravstveno stanje je bilo na začetku prva novica na vseh največjih medijih. Tako da vsi smo se združili okoli njega, cel paraolimpijski svet je združen okrog njega in želimo mu pač vsi skupaj hitro okrevanje in da bo lahko že nastopil v Tokiu, ne glede na to, da trenutno novice niso najbolj spodbudne. Je pa on res, bi rekel, tisti, ki, če se, bi rekel, vrnemo na slogan Tokio 2020, in to je združeni v emocijah, no, in on je združil cel paraolimpijski svet v tistih emocijah in v želji, da se čim prej izboljša njegovo zdravstveno stanje in da se pridruži spet paraolimpijskemu gibanju. Vsekakor tudi vsi mi želimo Alessandru Zanardiju, da bi čim prej okreval. No, zdaj pa je prišel trenutek, da si bomo skupaj ogledali, kaj se je v minulih dneh še zanimivega dogajalo na področju športa. Slovenski gluhi tenisač Marino Kegel je dosegel nov mednarodni uspeh. V Brnu je še 10. osvojil tamkajšnji turnir in bil okronan z lovoriko Brnenski vitez. V finalu je porazil domačina Romana Lupomeskega. Ročni kolesarji so poleti veliko trenirali, v teh dneh pa se na prve 7-dnevne priprave odpravlja tudi naš paraolimpijski tandem Jurij Porenta in Aleš Dragar. V prvi polovici septembra pa se na 10-dnevne priprave v Pacuk odpravljajo člani slovenske reprezentance v košarki na vozičkih. Konec septembra fante namreč čaka finalni turnir lige NLB Wheel, kjer se bo slovenska zasedba borila za končno 3. mesto. Slovenska ekipa v curlingu za športnike invalide se trenutno nahaja v svetovni B skupini. Ob uspehu na naslednjem svetovnem prvenstvu bi si naša zasedba s prebojem v skupino A odprla vrata tudi za nastop na paraolimpijskih igrah v Pekingu leta 2022.
In že smo pri naši rubriki 1 na 1, kjer se naš kolega Matic Borazer bori s parašportniki. In kot smo videli, pravzaprav zelo pogosto izgubi, kar tudi marsikaj pove o parašportu. Kaj pravite? Ja, nažalost je prišla ravno v teh dneh novica, da je umrl najmočnejši paralimpijec na svetu. Dvignil je v Riu 310 kg v benču. Sedaj pa vabim vse gledalce, da poskušajo, oziroma ne vabim kot profesor, bo rekel, tega nikakor ne naredijo, ampak pravzaprav lahko izzivamo vse Slovence, tudi tiste, ki redno trenirajo, da poskušajo dvigati benč 310 kg leže. In tudi sicer, ko ti parašportniki glede na svojo okvaro ali kakorkoli tekmujejo enakovredno v športu, z ostalimi jih mnogokrat premagajo. Tudi na mizni tenis, ko se nekdo usede na invalidski stol in v teh pogojih igra z nekim paralimpijcem, ponavadi nima šans, pa čeprav je bil to svetovni prvak. V končni fazi imamo tudi primer, ko je v bistvu sabljač iz Madžarske na olimpijskih igrah ekipno že dosegel medaljo, potem je bil pa samo drugi na paralimpijskih igrah. Tako da tudi tukaj so te vzporednice zelo, zelo zanimive. V končni fazi je tudi vse več športnikov, ki nastopajo tako na olimpijskih kot paralimpijskih igrah. Tako da ta inkluzija postaja zmeraj bolj zanimiva in dejansko paralimpijsko gibanje postaja šport tako kvaliteten, da že dosega marsikje področje tudi ne oviranih športnikov. Tako, torej, hvala lepa, zdaj pa poglejmo, kako se je odrezal Matic. Jernej, torej posebno obdobje za tabo. Ni bilo toliko treningov, kot bi si mogoče želel v tistem času karantene, zdaj pa vseeno lahko s trenerjem delaš v bistvu vsak dan. Kako potekajo priprave? V bistvu pač med karanteno je bilo vse bolj prek interneta, da smo nekako ostali v formi, smo bili še vseeno v kontaktu s trenerjem, zdaj pa odkar ni več vseh teh pač karanten pa omejitev, pa treningi nekako normalno potekajo, trenutno pač fizična priprava, potem pa upam, da grem čim prej na sneg, pa da se začne ta prava zimska sezona. Ja, danes smo vaju zmotila pri meritvah najprej pred treningom. Kaj pomenijo te meritve, kaj v bistvu opaziš pri sebi, kakšen je napredek glede na lanska leta? Ja, pa pač te meritve so zato, da nekako spremljamo pač napredek skozi obdobje priprav. Zaenkrat kaže vse super, upam, da formo pa pripravljenost še bolj lahko dvignem in da bom pa na snegu pač lahko pokazal čim boljše predstave. Kaj pa sta pripravila zame s trenerjem? Kakšen izziv me danes čaka? Bo naredila kar takšen trening, ko ga ti delaš, ali je čaka kaj posebnega? Ja, pa po mojem bo naredila kar oba skupaj isti trening, pa bo videla, kdo bo zdržal. Ja, misliš, da bom skupaj padel že po prvih 10 minutah? Ne, to ne verjamem, ampak bomo videli, ne vem, koliko si pripravljen, pa bomo videli pol. Upam, da imava naročeno tudi maserko. To bo pa siguran, ja, pol po treningu. Odpihnil si me.
Kako v bistvu ti sam spremljaš svoj napredek, kaj si najbolj opazil v te zadnje pol leta? Pa jaz sem res zelo zadovoljen z napredkom, to, kar sem naredil z Mitjem, pozna se na mišični masi in na sami moči, sem zelo napredoval, tako da upam, da gre še tako naprej. V tej telovadnici spremljaš tudi tiste naše profesionalne smučarje in mislim, da se lahko kar primerjaš z njimi po pripravljenosti, tako da zame je bil to zares prevelik izziv. Ja, pa tudi jaz še pred njimi včasih ne morem tako kar ti pred meni, ampak sigurno so pa velika motivacija, da s takimi športniki treniraš in je to samo dobro se s takimi ljudmi družiti v fitnessu. Zdaj pa zame v bistvu še en izziv, kdaj me boš povabil na sneg? Takoj, ko bo pri nas sneg, to pa upam, da bo dobra zima, pa da se lahko čim prej vidimo. Super, hvala. Ja, vsekakor zanimiv dvoboj, no zdaj pa še k našemu zadnjemu prispevku. Klemen Vozelj se je pogovarjal z našim odličnim igralcem golbala, to je Rajko Kopač. Rajko Kopač je eden tistih Slovencev, ki so do odličja na paralimpijskih igrah prišli v času nekdanje skupne države. V golbalu je z jugoslovansko reprezentanco najprej leta 1984 v New Yorku osvojil bron, 4 leta pozneje v Seulu pa zlato kolajno. Smo prišli v Seul in tam smo prišli do polfinala, kjer smo dobili Madžare, madžarsko ekipo, smo jo premagali in ostala nam je samo še ameriška ekipa. Ki pa smo jo dobili v finalu in smo jo tudi premagali s težavo, sicer smo jo pa, mislim, da je z golom razlike in smo osvojili zlato medaljo. Po Seulu sem mogoče še 1,5 leta še sodeloval, potem pa sem prekinil z golbalom, ker zaradi obrabe kolen so me kolena bolela in sem nekaj časa prekinil sploh športom. Sem se bavil samo bolj z pohodništvom, pa doma so bile tudi obveznosti, hišo smo delali, služba, tako da je pa imel drugače družinske zadeve. Po daljšem premoru sem pa spet začel aktivno s steznim kegljanjem, to še danes počnem. Kljub slabovidnosti se je zelo kmalu lotil športa. Jaz lahko povem tako, da jaz že od najstniških let sem bil nekako v športu že nekaj kar vključen. Najprej sem začel, kljub svoje slabovidnosti, sem se včlanil v Triglavski klub Kranj. Nogomet sem začel trenirati, tam sem ugotovil, da ni šlo in sem se tam odpisal ven. Potem sem pa začel v atletiki, plavanju, to je bilo na lokalni ravni tako, preko našega društva v Kranju, medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj. So bili te lokalne tekmovanja in tam sem začel. Potem, ko sem bil nekaj časa živel v Škofji Loki, sem se družil z našimi člani in so mi nekako pregovorili, da naj bi probal še s to igro golbal. No in 77 leta sem res se priključil, sem probal, sem šel in se je nekako uspelo in od takrat naprej smo pa začeli igrati ta golbal. Rajko Kopač je bil v času obeh osvojenih kolajn eden najboljših strelcev reprezentance, odlikoval ga je močan strel. Kako pa se je po njegovem mnenju golbal spremenil do danes? Golbal se je od tistih časov do današnjih časov zelo spremenil. Način igre, mislim, da je sprememba v velikosti žoge, potem pravila so druga, žoga je lažja, hitrejša, pravila izmetov so drugačna, pravila igre same. Dolžina, mislim, da čista igre, da se je tudi spremenila, tako da je poudarek bolj na hitrosti, gibčnosti in pa slušnosti. To so velike spremembe, ker mi, ko smo prej igrali, smo imeli nekako drugačne pogoje, kot jih imajo zdaj, naprimer za sam trening in pa igro in tudi drugačno opremo. Način igre se je veliko spremenil med tem časom. Ja, vsekakor si tudi mi želimo, da bi šport čim prej zaživel tako, kot je živel nekoč pred to pandemijo. Hvala lepa, da ste bili naš gost. Vam pa seveda hvala, da ste bili v naši družbi. Nasvidenje, do prihodnjič. Nasvidenje.
Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.